na to slovesnost gremo združeni, zaradi tega med drugim, da pokažemo, da v tej državi niso vsi skregani. Vsemi tistimi, ki spoštujemo slovensko zastavo najvišje, zmeraj in povsod, brez vsakih razlik. No in ta dan je tak. pozdravljeni na tem svetem prostoru, simbolu slovenstva, kot je nekdaj bila to gospa sveta, središču srca Slovenije, ki simbolizira naše korenine. Ta naš sijaj, ki ga z zavedanjem lahko dobimo vedno le tukaj in v sebi. Ko je naš rodoljub Lovro Toman 7. aprila 1848. leta prinesel iz Dunaja slovensko zastavo na Wolfovo 8 v Ljubljano, so naši predniki z velikim navdušenjem sprejeli zastavo kot zaščitni simbol vsega slovenstva.
Mladi avstrijski cesar Franc Jožef se je po poroki podal leta 1856 po svojih deželah, da bi jih razkazal svoji izvoljenki. Od Maribora pa do Žbuharja v Zilski dolini so ga na vsej poti spremljale največ slovenske zastave. Cesar je okrajnega glavarja vprašal, ali v teh krajih živi mnogo Slovencev. Od tod proti vzhodu so sami Slovenci, mu odvrne glavar. Naslednji dan je cesar bil že v Mariboru, kjer so ga slovenski fantje z belo, modro, rdečimi zastavami in grbi domačih vasi spremljali vso pot. Kar pomeni, da so naši predniki sprejeli svojo zastavo že v 8 letih od prvega razvitja. Na tem svetem prostoru pa se s hvaležnostjo spominjamo tudi Tomanove dediščine, svoje zastave, ki simbolizira našo zasidranost v ta prostor in to, kar smo. Na Geosu zato bdimo nad njo in zato naj tukaj plapola zavedno. S hvaležnostjo pa se spomnimo tudi stvariteljev Geosa, pobudnika Jožeta Drnovška in avtorja projekta Petra Svetika, ki sta družno napisala odo Geosu. Obišči Geos in postoj, naš je, tvoj in moj simbol. Za narodni obstoj, za našo srečo, mir, razvoj. Geos za slovenstvo, sveti kraj, ljubimo domovino, vekomaj. Slovenski državi je srce. Slovenec, Slovenka, podajva si roki. Marsikdaj smo tudi malo sramežljivi pokazati našo zastavo. Vendar Društvo Heraldika si že vsa ta leta trudi, da bi pred nami in v nas zbudilo več tistega samozavesti, občutka in spoštovanja do slovenske zastave. Mogoče so tudi naši zimski športniki v teh zadnjih sezonah, še zlasti pa letos, naši skakalci na čelu z Petrom Prevcem, zbudili tisto dodatno samozavest, da smo lahko drugod po svetu, pa na koncu v naši planici pokazali, da znamo izobesiti in zavihrati to slovensko zastavo. Kot smo se dolgo časa naši predniki borili za svojo domovino do leta 1991, tako se bomo tudi sedaj z vso vztrajnostjo borili za to, da bomo ponosni na naše simbole, še zlasti na našo zastavo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, vsi prijatelji slovenske zastave, vsi prijatelji naše slovenske domovine. Zastava postane zgolj kos blaga, če zastave ne nosimo v svojem srcu, če zastava ne simbolizira tistega, kar želimo in kar smo. Po eni strani se ljudje skozi zgodovino pod zastavami borijo, kako smo slišali, in pod zastavami umirajo, kakor vemo. Rad bi, da bi ta blagoslov zastave ne služil umiranju, ampak da bi ta blagoslov zastave služil rasti. Da ta blagoslov pride na ljudi, na vse prebivalce naše domovine, na vse tiste, ki jim je naša domovina draga in lepa in sveta in ki hočejo dati vse svoje najboljše moči, vse svoje sposobnosti za sožitje, za rast, za to, da bi bilo živeti pod to zastavo lepo. Blagoslovil bom življenje pod to zastavo, ljudi pod to zastavo. In zato molimo. Vsemogočni večni Bog, vse, kar si ustvaril, je dobro in nič ni nevrednega, če hvaležno sprejemamo kot dar tvoje dobrote. Po tvoji besedi
in naši molitvi za vse posveti. Zato se ti zahvaljujemo za našo državo Slovenijo in za zastavo, ki jo predstavlja. Prosimo te, blagoslovi te zastave, ki stojijo pred nami, nam, državljanom, pa pomagaj, da bomo odgovorni na svojem mestu in da se bomo kljub razlikam veselili drug drugega. Kakor se zastave dvigajo v nebo, tako naj se tudi naše upanje vedno znova dviga k Bogu, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen. In naj ta današnji dan, dan zastave, nas opogumi, da bomo znali biti ponosni na svojo domovino, na svojo državo in na svojo zastavo. In če je takrat, pred 168 leti, gospod Lovro Toman budil narodno zavest, lahko mirno rečemo, da je vrhunec ali pa da smo vrhunec te narodne zavesti doživeli pred 25 leti. Takrat nismo dvignili samo narodno zastavo. Takrat smo na trgu pred parlamentom dvignili našo nacionalno zastavo. Takrat smo iz naroda postali nacija in od takrat naprej živimo v lastni državi. Zato je še toliko bolj pomembno, da čuvamo vrednote te države, da čuvamo simbole, da našo mlado generacijo učimo, kaj simboli pomenijo. In v združenju je ena od glavnih nalog ta, da slovensko zastavo ponesemo ne širom sveta. To delajo naši športniki zelo dobro in učinkovito. Naša naloga pa je, da slovensko zastavo ponesemo na vsako hišo. Na vsako našo hišo v državnem prazniku, na vsako hišo ob dogodkih, ki se jih moramo spominjati in tako, kot je povedal nadškof, v naša srca. Ko nam bo to uspelo, ni bojazni, da bi se bali, da se nas bodo spominjali kako drugače, kot se spominjajo Lovro Tomana. Živela Slovenija. Dragi vsi zbrani, dragi srčni ljudje, spoštovani državljani domovine Slovenije. Najprej iskrene čestitke ob srebrni obletnici njene državne samostojnosti. Država Slovenija praznuje letos 25. obletnico svojega polnega življenja. Država Slovenija, dobrodošli in pozdravljeni v njenem geometričnem in simbolno tudi njenem vrednostnem središču, med njenimi simboli od karantanskega knežjega kamna do grba samostojne Slovenije. Pozdravljeni ob praznovanju slovenske zastave. Pozdravljeni vsi, ki ste srčno branili dom in domovino, poimenovano Mati Slovenija. In pozdravljeni vsi, ki ste srčno in iskreno peli in še pojete po slovenski deželi: Mati Slovenija, tvoji smo sinovi, mi pripravljeni stojimo slednji čas. Če so vse pa presrčno pozdravljeni in zahvaljeni, ki ste branili in obranili domovino pred četrt stoletja. Pozdravljeni na pomladni dan, ki je kot iz čistega srebra vlit, kakor bi rekel Ciril Kosmač, kajti pomlad je, ker jo slutimo, ker je v globini duše čutimo, če parafraziram pesnika Župančiča, ki pravi, da sonce je, ker ga slutimo.
Pozdravljeni, ki prihajate od maš za domovino iz razsejanih cerkva po holmih in gričih v nebesih pod Triglavom ali od blatnih zemeljskih opravil iz šentflorjanskih globač. K slovesnemu obredu državnosti na goro slovenske ljubezni in upanja. Pozdravljeni vsi, ki prihajate s čistim srcem in prazničnimi mislimi. Dobrodošli in pozdravljeni in z vami vsemi pozdravljena Slovenija v nikoli strtem upu. Pred skoraj natančno 23 leti smo na tem mestu sprejeli prvi uradni obisk takega tujega obrambnega ministra v zgodovini samostojne Slovenije. In to je bil prvi tak uradni obisk, kjer je bil gost deležen tudi častnega pozdrava z slovensko državno zastavo, slovensko himno in z protokolom, ki je takrat šele nastajal. In takrat smo čutili, da ni več daleč dan, ko bo Slovenija tudi formalno sprejeta v mednarodno skupnost, da smo se takrat lahko tako počutili, so bili postavljeni nekaj let prej. Lahko govorimo pa seveda tudi o zgodovinskih temeljih. In eden od teh zgodovinskih temeljev je zagotovo pač spomin na tisti dan pred skoraj 170 leti, ko je gospod Toman obesil slovensko nacionalno zastavo na Wolfovi ulici v Ljubljani. Ampak to je bila nacionalna zastava, to še ni bila državna zastava. Državno zastavo smo dobili pred 25 leti. Zdaj v Slovenija potem prišel nek čas, jaz bi temu rekel gluhi čas, ko nam rekel, da smo mi pozabili na pomen teh simbolov, ampak so nam skušali dopovedati, da to nič ne pomeni. Da je to nekaj predmodernega, malo tako hudomušno se je govorilo o tistih, ki mahajo slovenskimi zastavami. Doživeli smo, da najvišji predstavniki države ali državnih institucij ob dnevu državnosti niso doma niti obesili zastave. Doživeli smo proslave ob dnevu državnosti, ker ni bilo nič slovenskega. Mogoče himna na začetku. Vse to smo kasneje doživljali in razlaga je bila, da živimo zdaj v nekem modernem času, multikulturnem času, ker to ni več pomembno, ker je to nekaj predmodernega, ker je to lahko zgolj še nek ritualni postopek, takrat, kadar se temu ne moreš izogniti. Zdaj, če natančno pogledate v zgodovino drugih narodov, takšnih obdobij več ali manj ne boste opazili. Zelo malo je tega, pri nas je bilo pa to nekaj časa zelo intenzivno. Ampak to je bil samo vrh ledene gore. To je bil vrh ledene gore nekega poskusa, da se simbole nekega časa, ki je za nas Slovence svet čas, simbole nekega časa, v katerem je nastalo, kot je dejal prej
pesnik Tone Kuntner, vrednostno središče slovenskega naroda. Ne v geografskem, ampak v vrednotnem smislu. Nekako zanemari zato, da bi se to vrednostno središče spet začelo ali pa pomaknilo kakšnih 50 let nazaj. V nek čas, ki Slovence ni združil, o katerem imamo zelo različna mnenja, kjer smo doživeli veliko tragedijo slovenskega naroda in ki nikakor ne more biti čas, iz katerega se črpa samozavest, enotnost in, če hočete, tudi sprava. Imamo pa tak čas Slovenci natančno v obdobju tam med 1988-1992, to je čas slovenske pomladi, plebiscita za samostojno Slovenijo, razglasitve samostojne države, obramba, uspešna obramba samostojne države in mednarodno priznanje slovenske države. To je čas, ki je združil slovenski narod. To je čas, kakršnega Slovenci nikoli prej v svoji zgodovini nismo doživeli. In to je čas, ki je vedno lahko čas navdiha. In ta slovenska državna zastava je simbol tega časa. Je simbol tega časa. In simboli so pomembni zato, ker simbolizirajo nekaj, kar je globlje, kar je skrito, kar se ne vidi vedno na prvi pogled, kar mladi rod večinoma ne pozna, zato je treba te stvari razlagati. V našem primeru naša državna zastava po eni strani simbolizira zgodovinski pogum skozi stoletje in več, ali pa skozi stoletja, ki nas je ohranil kot narod. Po drugi strani pa težo časa slovenske osamosvojitve, v katerem smo dozoreli in dobili lastno državo. In to ne na ta način, da bi jo prinesli tuji bajoneti, ne na ta način, da bi do nje prišli preko kakšne bratomorne vojne, ampak na način, da smo bili okrog temeljne odločitve kot narod enotni. In tega si nikoli ne smemo pustiti v zemlji. Še posebej ne v teh časih, ko so simboli zelo pomembni. Zdaj vidim tukaj tudi nekaj evropskih zastav. Slovenci smo tudi Evropejci, smo ne samo del tega kontinenta kot, bom rekel, geografskega pojma, ampak smo tudi del evropske kulture. Slovenska kultura je del evropske kulture, zgodovinskega in kulturnega izročila. Na evropski zastavi je 12 rumenih zvezd. To so zvezde iz Marijinega kroga. In so slučajno tam. Na evropski zastavi ni ne rdeče zvezde, ne pol meseca. Je 12 rumenih zvezd iz Marijinega kroga. Bog živi nam deželo, Bog živi na slovenski svet, Bog živi Slovenija. Hvala lepa, gospod Janša. Tudi vas prosim, če se vpišete v knjigo pomembnih gostov Srca Slovenije. No, če na mladih svet stoji, pa je prav, da tukaj na odru ali pa na prizorišču spregovorijo tudi mladi. Iz Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani prihajata Lenča Ambrožič in Gašper Urh. Zgodil se je čudež. Še pomnite, bratje, prišlo odrešenje, bratstvo med brati. In z bratstvom pomlad, vsa naša srca, vse naše hiše, po vsej domovini in zdomstvih sveta. In spremenila brezupnost v upanje.
A nismo živeli in rasli, bratje, s čudežem tistih pomladnih dni? Kaj se je to zgodilo z nami, da nismo več kakor prijatelji? Kakor da nikoli nismo bili popotniki istih poti in dni? Kakor da nas ne veseli isto ne žalosti in boli? Kakor da so se strgale vse vezi duha, srca in krvi? Kakor da smo zašli, se izgubili v temi in kakor da ne sledimo vsi luči iste luči. Kaj se je to zgodilo z nami, da smo postali vi in mi? Vsako leto 20 let vabimo visoke iz ljudstva izvoljene predstavnike oblasti in verske dostojanstveniki, da se nam pridružijo ob knežjem kamnu. Žal se je to zgodilo le 4-krat. Naša pričakovanja, da se nam bodo pridružili tudi iz ljudstva izvoljeni, so bili zaman. Tudi naša zahteva, da bi samo za en dan na Ljubljanskem gradu zavihrala slovenska zastava, nismo bili uslišani. Pa naj človek še razume, kje smo po 25 letih naše državne duhovno plati. Kljub vsemu bo Društvo heraldika Slovenika v prihodnosti vztrajalo na sledečih projektih. V osrednji dvorani parlamenta se mora grb države Slovenije in zastave prestaviti na sredino iz skale sekano steno, ki predstavlja trdno zakonodajne oblasti. Te naše zahteve smo doslej postavili vsem vladam naše države, žal je ostal grb na desni strani zapuščen na tem granitu. Vas lepo pozdravljam v upanju, da boste tudi v bodoče pomagali uresničevati program Društva heraldike Slovenike, da bomo skupaj slovensko identiteto postavili na pravo mesto resne države. Gospod Brejc je s svojim delom vsa leta na svoje stroške zamenjal poškodovane drogove slovenskih in spominskih zastav. Zase vzdignimo, ki smo zato se zbratili, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi Bog! Z dobrih ljudi. Na zdravje.